Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Spoštovano občestvo, dobrodošli vsi. Martina Mavrič-Lazar je igralka, režiserka, pedagoginja, umetnica, ki ustvarja z redko skoraj tihotno občutljivostjo. Njen gledališki jaz gnezdi v prostoru poslušanja, človeka, diha, premorov med besedami. V vlogah, ki jih uteleša, krhkost srečuje z neizmerno močjo. Neutešljiva raziskovalka odnosa med lutko, telesom in glasom napenja čvrst most med človekom in svetom. Martina nadrobno prisluhne materialu, gibu, otrokovi domišljiji, senci na odru in je nič manj kot čudežni dotik svetlobe na platnu lutke. Martina Mavrič-Lazar, prisrčno dobrodošla. Hvala in dober dan. Lutkovni festival v Mariboru, bilo je pod krovom poletja, je prestavil kretnico, da si anglistka in komparativistka nepovratno razumela, na katero pot boš stopila. Je bila Jasnina res tako nenadna Martina? Ali se je takoj zatem razvila stezica vse tja do Prage? Ja, to je, govoriva o trenutku moje odločitve, da sem prekinila študij na Filozofski fakulteti po 4. letniku in se odločila za študij lutkarstva na Praški akademiji. Odločitev se je res zgodila nenadno, moram reči, prav na tistem festivalu, ko sem med učenjem za izpit literarne teorije šla na ogled festivala in tam videla predstavo, ki me je očarala in hkrati spomnila na to, da sem v osnovni šoli strastno igrala lutke že, tako da ni bilo kar iz nekje povlečeno, ne. Sam ta srednješolski spomin oziroma srednješolski interesi so šli v drugo smer in študijski so šli v drugo smer. In ta festival me je na to opomnil, no, ko sem šla pogledat predstavo. Pa še vzdušje v Mariboru, ne, okrog tega lutkovnega gledališča je vedno bilo zelo odprto in sproščeno in kako bi rekla, pozdravljajoč kogarkoli ga je to zanimalo. In tako sem z njimi se začela kar pogovarjati takrat. Na predstavi je bil tudi tedanji direktor, ni bil direktor, ampak pač znani in slavni režiser Tine Varl. In jaz sem rekla, to je fantastično, ne? To je nekaj najlepšega lutke. In tako je rekel, ja, ni ljudi, ki bi to hoteli početi, ne? In jaz sem bila čisto šokirana, kako, da ne. In ja, no, to je bil en tak popolnoma filmski trenutek zame, da sem ob gledanju te predstave in pogovoru z njimi začela razmišljati, da je morda to ta moja pot. No, in potem mi je še omenil, da že leta čakajo koga ali pa iščejo nekoga, ki bi ga lahko štipendirali za študij v Pragi, ne. Tako da ja, sem prišla domov in rekla, da grem študirati lutkarstvo v Prago, no. Starša sta se šalila in me niste vzela za res, ampak se je res zgodilo. No, ja. Jaz sem namreč geograf. In geograf je učenjak. Odpriva školjko in poiščiva prvi biser Martina. Solo predstava Nariši mi Backa te je ovenčala s priznanjem na mednarodnem lutkovnem festivalu Užgorod v Ukrajini. Netradicionalen in avtorski izraz predstave je slavil tudi v Ostravi. Kakšen je spomin na rosno mlado Martino s svileno belo rutico okrog vratu? Ja, pravzaprav nisem bila več tako zelo rosno mlada, ne. Končala sem, bila sem že 9 let študentka na nek način. In ob koncu študija dobila klic tedanje
nove umetniške vodje lutkovnega gledališča Barbare Hink Samobor, da me čakajo, ker sem bila štipendistka lutkovnega gledališča. In ob vrnitvi nazaj sem takoj dobila priložnost solo predstave. In to je bil kar dober razlog, da se vrnemo, ne. Hkrati pa je bilo to dokaj vendarle težko obdobje, ne, priti nazaj po tem času in Praga ti je gotovo zlezla pod kožo. absolutno in zapustiti tam vso to podkožje in prijatelje. In, tako da med delanjem te predstave nekako moje drobovje je bilo še kar nekako v Pragi. No. Tako da to, kar gledam, ima kar sočutjem. No. Ampak hkrati pa tudi moram reči, da malo pa tudi s ponosom, da sem se spustila takrat v to, da sem v bistvu kar sama sestavila to predstavo, oziroma nekako se mi je zdelo popolnoma razumljivo, da to delam sama. Lutke namreč so bile že narejene, šlo je za v bistvu razširjeno magistrsko nalogo Tatjane Kortnik, scenografke, ne? Tako da jaz sem v bistvu te lutke smo prinesli in sem jaz potem se z njimi igrala in to nekako naredila. Skratka, ja, eno tako hecno obdobje je bilo to, no, ob poslušanju Bacha, Goldbergovih variacij, ki sem jih vključila v predstavo in ob tem skladanju Exuperyjevega teksta in obiskovanju, oziroma hodila sem na vaje sama, ne, v majhno dvorano lutkovnega gledališča in delala in pač nekaj sestavila. Tako da ja, sem takrat ugotovila, da mi tak način dela ustreza, no, in je bila zato tudi je bila tudi na nek način zdravilna, no, zame takrat. Da ti ta način dela ustreza, torej tudi samotarskost tega postopka? Tako, in da oblikujem vse sama, ne, da v bistvu grem skozi to idejo, pripravim podlago za to, iščem skozi razloge, zakaj to, tako da lahko kreiram v bistvu in v smeri podobe, zvoka, moje vloge v predstavi. Skratka, in pa to, da nimam pomoči, da prihajam na vajo in vztrajam in ne odidem do konca vaje in se igram. No. V bistvu to, no, to igrati se sam s sabo, a ne, brez zunanjega kuriranja ali pa korekcija. Ne. To mi je bila v bistvu taka prva izkušnja, ki sem potem videla, da je neka osebna higiena in sem vesela, da sem dobila potem še poriv za naprej. No. Tako da sem zato te avtorske predstave še toliko krat raziskovala v tem smislu. Igrati se sam s sabo neusmiljeno in v bistvu do katerega koli rezultata prideš, je to tvoj rezultat. No. Tako. Češki tradiciji si se z nezgrešljivo, avtonomno, avtorsko držo priklonila s toplo, nežno, humorno, poštarsko pravljico po zgodbi Karla Čapka. V predstavi ne umanjkata značilni Čapkovi ironija in srčnost, medtem ko mesita tiho moč dobrote. Nam zaupaš več? Ja, po Backu me je Barbara, umetniška vodja, spodbudila, naj se podam v nov avtorski projekt. In ja, spet sem pobrskala po tem, kar me nagovarja. Ne? In Čapkove pravljice so ena od osnovnih knjig mojega otroštva bile. In vedno so mi bile enigmatične na nek način in še posebej s Kržišnikovimi ilustracijami, tedanjimi. Se mislim, da potem ni noben ponatis izšel teh Čapkovih pravljic. Skratka, to je bila ena od knjig, ki mi je bila izjemno privlačna, kadar sta jo starša brala, hkrati pa ogromno stvari nisem razumela. Ne. Jezik je zelo slikovit in humor skače z leve na desno, zelo je tak živ in stavki so zelo dolgi. Ne. In skratka, tam je bilo en kup enih ugank in potem po tej pač
praški izkušnji in spoznanju, in branju Čapkovih tekstov in sploh zavedanju tega pomena, kakršnega sta imela ona dva, za češko kulturo, sem pa se nekako spomnila teh pravljic, jih seveda znova vzela v roke in ta poštarska me je v bistvu prav čakala, no. Ker sem želela v bistvu se izvati v teh večjih vlogah, iti naprej malo od backa v tem smislu. No, tako da, poštarsko sem izbrala in spet ubrala isti princip, se pravi, da sem gnetla to besedilo, iz katerega je nastala neke vrste moja lastna dramatizacija. No in mi je pa poštarska prinesla še v bistvu mojega potem rednega sodelavca Gregorja Lorencija, tako sem ga spoznala in začelo se je v bistvu eno zelo lepo sodelovanje. In pa še pred tem Milka Lazarja, glasbenika, s katerim sva tudi potem začela sodelovati. Skratka, poštar mi je prinesel dve veliki ljubezni. In tako da Čapek je bil tak se mi zdi tudi eno pomenljivo potovanje, tako kot je poštar našel. Se pravi, je zaljubljenemu Františku pomagal najti svojo Marženko, tako sem jaz nekako prišla do te Čapkove pravljice in uprizoritve, ki mi je tudi bila zelo, zelo, zelo ljuba in sem imela veliko zanimivih ur pred ogledalom s temi lutkami na sebi. Si. Deloma moram predstavljati in nič čudnega, da je prav Čapek načaral to alkimijo. Iskanje izgubljenih letečih sanj se navadno prične s pisanjem prošnje. Z avtorsko predstavo Lejla si domislila izvirno animirano uprizoritev, ki v kompaktnem prepletu sproži dialog med govorico senc in živo igralsko izraznostjo. Drznem si razmišljati takole, da je ljubezen do snovi izzvalo srečanje slovito Mihaelo Pavlatovo, režiserko, pedagoginjo, eno izmed bolj izstopajočih ustvarjalk na področju animacije, ki očaruje s humorjem, estetiko in seveda eksperimentalnim pristopom. Se motim? Ne, nikakor ne, res je. Prav srečanje z Mihaelo je sprožilo to predstavo in inspiracijo sploh za razmislek naprej. Z Gregorjem Lorencijem sva se zelo našla, že pri poštarski in se takoj odločila, da raziskujeva naprej. In kaj in kako nisva prav dobro vedela, ampak vsekakor, mislim, njegov likovni ludizem, njegovo tehnološko izumiteljstvo je nekaj, kar je tako zelo unikatno in tako meni ljubo, in mislim si, da res tako redko, da sem si želela v bistvu po poštarski ustvariti predstavo, kjer bi se navdihovala prav nad izumi likovnimi, prav nad nečim, kar bi potem zložila na kup. Ker sem pri Backu in pri poštarski izhajala nekako iz besedila, sem si želela, da bi tokrat brez besed zgradila nekaj na podoben način iz reči, ki bi jih Gregor si izmislil. To nama je bil izziv za naslednji projekt. Ampak vendarle sva nekako iskala potem temo, kako in kaj. No in potem je Mihaela Pavlatova prišla na LIF v Ljubljano, kjer je predstavljala svoj prvi igrani celovečerec. Spoznali sva se, te navezave s Češko so še vedno bile žive, preko prijateljev in tako naprej. In takrat sem šele v bistvu spoznala njene animirane filme in bila popolnoma očarana, mislim, res. In seveda zdaj uprizoriti nekaj tako famoznega in polnega je nemogoče, ampak Lejla, kratke risanke, kratki animirani filmčki o Lejli, so bili pa taki preprosti, v bistvu krokiji ene
junakinje, narisane tudi tako ena črta, a ne preprosto. Kar me je pritegnilo, je bila ta ena črtna ilustracija, neka taka češka hecna melanholija, ki jo ta junakinja ima, in pa ta humor in to, da je ona ves čas malo v svojem svetu. Ne? In to je bilo nekako, se mi zdi, izhodišče, ki ga tudi z Gregorjem si nekako deliva, oziroma je tudi to najno morda stičišče bilo. In potem sva razmišljala in Gregor je prišel na idejo, da mora iti v njeno glavo. Ne? Da peva v njeno glavo. In tako se je začelo, popotovanje v Lejlino glavo in Gregor je izumljal stvari in čaral in delal in vsakič, ko sem prišla v njegov atelje, je nastalo nekaj več in smo šli drugam in potem sva vključila projekcije in naenkrat so sodelovali znanstveniki iz Inštituta Jožef Štefan, ki so za naju razvijali posebne programe, da sva v bistvu še v obdobju pred mappingom mi dva se poigravala z raznimi projekcijami na konkavno steklo in v bistvu projiciranju prostor. Skratka, premiera je bila 2-krat ali 3-krat predstavljena, ker ni bilo dovolj dobro. Delala sva na Metelkovi, v njegovem ateljeju. Bilo je nepozabno, vznemirljivo in spet noro, ker sva dejansko v bistvu delala sama na nek način. Ne? Mislim, seveda z Milkom kot glasbenim avtorjem, potem sva poklicala še Polono Kores, ki je tam sodelovala z eno manjšo vlogico, ampak v bistvu sva v dvorani sedela sama in gledala, kaj se nama pred očmi rojeva. Igralski delež je prišel pa potem čist na koncu, ne, ko so se vse tehnikalije sestavile. In tudi tekst je prišel potem na koncu. Tako da izjemen proces in predstava, ki je bila seveda na koncu tehnološko tako zelo zahtevna in toliko elementov je bilo noter, da je bila tudi produkcijsko ni mogla zdržati dolgo. No. Tako, vse je pa zgodila in je posneta, tako da zato sem pa hvaležna. Od tod do večnosti, torej ustraja njen zvok, tudi podoba. Še eno avtorsko postavitvijo, Moč, si ob Jiržiju Zemanu in Gregorju Lorenciju so ustvarila vizualno lutkovno gledališko miniaturko ali pač lutkovni nokturno ali intimno meditacijo ali kontemplacijo ali vse skupaj. Sem bitje, ki diha v 2 smerih, navznoter in navzven. Kje na abscisi ali pa ordinati intimno, javno obstajam jaz. Med marioneto in animatorjem ste se v predstavi Moč nazadnje zazrli tudi v umestni prostor, kaj ne? Točko svobode. Točko svobode tako Je izmuzljiva namreč, skrajno izmuzljiva. Ja. Ampak imaš prav, točko svobode tako v smislu ustvarjanja in tudi v smislu vsebine, se pravi, kamor nas je spet ta pot v neznano peljala. Ne? Isti princip sem ubrala, res je to nekaj, kar me izjemno zanima, se pravi sprotno, kreativno, sprotno ustvarjanje. No? To, da delam z likovnikom, tehnologom, ki je inspiriran od skupnega procesa. Ne zanimajo me toliko predstave s predmeti, ki so že narejeni, recimo, in jih samo zložila skupaj, ampak me zanima prav ta skupna tvorba, no? Skupna tvorba, ki vključuje seveda v prvi vrsti likovnika, ki v to skupno tvorbo prinese svoje fizično gnetenje in to, kar nastane, je seveda rezultat tudi naših misli, a ne? No in tukaj po tej komplicirani Lejli sem si že želela, da bi bila v praznem prostoru brez enega samega projektorja, z eno lučjo in z enim knofom in tako.
Nadaljevala seveda v svoji povezavi s Češko, ki se ji nekako ne morem in tudi ne želim odreči, no, ker me je v bistvu v enem kreativnem smislu silno oblikovala. Tako da sem združila moči z Jirjem Zemanom, ki je izjemen performer in tudi režiser takih zelo posebnih predstav. No, in zadala sva si tukaj le pa samo temo in nalogo, da mora biti predstava brez besed, zdaj pa res. In da želiva vse obvladati sama, no, da nimava motenj, tudi ne tehnikov, ničesar, da bova zmogla vse sama. Ne. In v tem, da imava svobodo, se pravi, da nisva vezana na nikogar drugega. In pa moja želja je bila resnično preizprašati svojo lastno pozicijo do javnega, do javnega in intimnega prostora. Zato sem si zelo želela po mnogih letih igranja v večjih prostorih se zapreti v manjši prostor in videti, kako zaigra moja notranja vsebina, kadar sem soočena z bližino. In od tukaj je prišla nekako sama po sebi tema javnega in zasebnega. Material, ki naju je pa oba zanimal, je bilo pa steklo. Se pravi, uporabiti steklo kot material, s katerim bi delala. In na to se je zelo navezala tema moči oziroma krhkosti moči. Oba sva spet taka nora delavca, da sva se srečevala in cele dneve preživljala ob gledanju tega, kar je nastajalo v Gregorjevi delavnici in poslušanju glasbe, ki nam jo je Milko odstopil, že narejene, tokrat predvsem orkestralne, to sem si nekako slišala bolj. No. In se je zgodba sestavljala sama po sebi in končala, ja, tako kot praviš, mislim, da ja, z spoznanjem, da je svoboda izstop iz tako javnega kot intimnega. Ne. In z lutkovnim oziroma z materialnim lahko tudi dobesedno pokažeš, tako da lik zapusti ta kalup, odide in kalup ostane. Tako da, kaj pa je svoboda, kateri nivo teh metafor razumem kot svobodo, pa je seveda prepuščeno vsakemu, ki se spusti v ta, bi rekla, asociativni tok dojemanja te predstave. No. Z močjo ste gostovali na Edinburškem mednarodnem festivalu gledališča in animiranega filma Manipulate, da je uprizoritev navdušujoča od začetka do konca in da se razpne od čarobnega do grozljivega, je aplavdirala kritika. Moč so celo razglasili za festivalski vrhunec, Martina. Ja, to sva bila zelo vesela. No. To sva bila zelo vesela in zelo ponosna. Ampak res je bil odziv neverjeten. Bil pa je zelo povezan tudi s prostorom, kjer sva to predstavo uprizorila. To je najbolj privilegij, ki se ti zgodi, glej, kaj pa vem, enkrat, parkrat v življenju. Skratka, v Edinburgu sva predstavo igrala v eni stari, zapuščeni secirnici, predavalnici, kjer so veterinarji se učili secirati živali. Ampak to je bilo res zapuščeno. Ta prostor je bil hladen, bil je neogrevan. Na sredini, se pravi, ta miza, oziroma prostor, mize ni bilo več, ampak prostor, ki je bil z naklonom, da je ta kri lahko odtekala. Nad nama odprta streha, skozi katero je sonce sijalo, ker še niso imeli reflektorjev, takrat stara, 19. stoletje, zgradba. In mi dva sva igrala v tem prostoru. Tako da sva v tej predstavi si vse sama tudi pripraviva. Mislim, da je bilo 17 stopinj, tako da sva nitke odmotavala v rokavicah in kapah in potem odigrala v tistih tankih kostumih.
Ampak atmosfera, ki se je zgradila sama od sebe v bistvu v tem prostoru, kjer sva videla svojo lastno sapo in hkrati drug drugega znotraj tega prostora je naredila, je celi predstavi dala en popolnoma drug pomen, ne? Tudi za naju dva in je tudi naju vedno iz trenutka v trenutek presenečala, kam greva, ne? Ker je dobilo vse nek globji pomen in je vse dišalo po smrti in je ta svoboda naenkrat, oziroma osvoboditev in ta maska naenkrat postala smrtna maska. Skratka, res je bilo izjemno doživetje, no? Tako da so te kritike, se mi zdi, zaobjele zelo zares to, kar se nam je vsem skupaj zgodilo v tistem prostoru. Pravi, čudež na toliko načinov. Martina, odrsko delo z lutko, kakor to velja za dramsko igro, ima v sebi silen napon. Kot igralka, kako pa tudi igralka, animatorka, vstopaš v notranji svet drugega. Drugače ne gre. Pa se sprašujem, če res vstopam v notranji svet drugega. Se mi zdi, da svoj obstoj na odru dojemam bolj kot sobivanje s tem drugim, kot razumevanje, tipanje, uglasitev s tem drugim. Ne vidim razlike, če je ta drugi lik, človek ali pa predmet oziroma material, torej lutka, ne. Je ta drugi in jaz sem ob njem. A ne. In mislim, da je to v bistvu kar, ne vem, tako razumem umetnost. Se pravi, če postavimo dva elementa, recimo temu, pa je vseeno, ali je eden od teh živ ali ne, v nek kontekst, prostor ali čas, se v bistvu vse bivanje spremeni. A ne? Se spremenijo odnosi vseh nas in ko se premestimo, se ponovno spremenijo. A ne? Tako da vidim ta oder in naše sobivanje na tem odru res kot nekega demiurga, no, v tistem trenutku, tako kot, glej, kakorkoli se to morda sliši patetično, ampak kot nebo, ki nas razmešča kot lutke, ne. Tako da, najbrž je to nekako najbližje, no, kot si predstavljam umetnost ali pa sebe znotraj nje. Sijajno. Nekoč si dejala, povzemam, da kot lutkarica gradiš intimno vez, zato se sem in tja prav res zazdi, da manj, ko si vidna, lažje usmeriš svojo energijo v lutko. Ko si morda kot lutkar skrit, je razlika samo v tem, da je ta intimna vez malo bolj sproščena in bolj tvoja. A ne? Ampak tudi ko si viden z lutko, ta intimna vez ne sme biti nič manj intimna. Ne? Ker samo intimno je resnično. Mislim si, da nič manj od tega ne more biti, ne? In ne sme biti. Ne? Že veliko umetnikov je bilo pred nami in veliko umetnosti se je pred nami zgodilo in mislim si, da niti nimamo pravice biti ne intimni in ne zares. No? In vsaka površnost ali pa šablonskost ne bi smela sploh priti v poštev v teh razkošnih časih, v katerih živimo na nek način na tem prostoru. Tako da, absolutno intimna vez v vsakem primeru, no, ali za ali pred paravanom, nekompromisno. Čeprav tvoj etični kompas vseeno ni tako zelo samoumeven. Ne, se bojim, da ne. Razmerje med lutkarjem in lutko je zelo artikulirana stvar, še poveš. Tudi odnos, ki se vzpostavi med lutko in gledalko, gledalcem, kaj ne, je nadvse otipljiv. Mervin Millar poudari, da so lutke rezervoarji emocij, objekti, v katere gledalci odložijo potem takem svoja čustva, domišljijo, sence strahu ali hrepenenja. In tako je
interakcija med gledalcem in lutko nujno dvosmerna. Lutka je ne le instrument, ampak ključni soigralec v izkušnji. Millar opozori še, da prav delna iluzija lutka kakopak ni človek, pa vendar je živ lik, intenzivno vključi gledalca. Kako razmišljaš? Ja, ta vez mora biti absolutno artikulirana, ne? To, če nadaljujeva še prejšnjo misel. To pomeni ta artikulacija, ne? Da ne more biti na pol, da ne more biti v bistvu, mislim, jasno, da se zgodi, ampak če govoriva zdaj res o tem etičnem kodeksu, ki bi moral držati, ne? Umetniškem, ne samo človeškem, ne? Da mora biti artikulirana do te mere, da vem, kdaj in kako prijeti in da tega ne naredim na pol. Ne? To je ene vrste artikulacija, plus ta intimna vez, ki se nama mora zgoditi, ne? Meni in temu materialu ali pa človeku ali pa pogledu, ki ga imam ob sebi na odru. Sicer pa ja, tudi s tem rezervoarjem emocij se zelo, zelo strinjam. Mislim, vsaka lutka, ne, predmet, gibljiva slika, če hočeva, ali pa neka gibljiva plastika, ali pa recimo gibljiva slika, ker vedno gledamo celo sliko, gledamo tudi animatorja, ki to drži. Se pravi, govorimo o neki gibljivi sliki in znotraj tega je morda lutka ali pa predmet. Ne? In vedeti moramo, da vsak ta predmet ali lutka ali kaj, če seveda je ta moja vez intimna in artikulirana, da te nagovori kot gledalko, ne? Nosi v sebi tudi en kup enih asociacij, emocij, spominov, ki tebe nagovarjajo drugače kot mene. Ne? Čeprav gledava isto predstavo. In kar se zgodi v povezavi s temi lutkami ali pa predmeti drugega, kot se zgodi, kadar gledamo samo ljudi na odru, je to, da v bistvu moji spomini in moja čustva sami kreirajo še eno dodatno zgodbo, ki mi jo ti preko predmeta pripoveduješ. A ne? In v tem si mislim, da je lutkovno gledališče, da nas tako zelo zadovoljuje, ker smo aktivni gledalci, ker si sami kreiramo še delček ene predstave. A ne? Ker mi ta predmet ali pa ta podoba ali pa ta samo likovna podoba, samo ne vem, nek kader, ki ga vidim, a ne? Samo mogoče en del lesenega odra, ki ga gledam, me spomni na nekaj, kar mi omogoča popeljati, kar mi omogoča, da si zgradim še nekaj dodatnega zraven. Ne? In to je ta moj absolutno aktivni, kreativni delež, ki nas tako zelo zadovoljuje v lutkovnem gledališču. In mislim si, da je to ta bistveno aktivni gledalec, o katerem govori tudi teoretik, ki ga omenjaš. Imenitno res. Tvoj režijski jaz izbira s pinceto, to smemo reči Ton Telehen, Anja, Štefan, torej Telehnova Jutri je bila zabava, pa Anine 4 črne mravljice in nato Pravljice za mravljice in Zajčkova hišica. Kakšne zvoke si zasledovala v naštetih primerih in kaj bi dejala, kadar si v čevljih režiserke, kaj je tisti srebrni pramen, ta čudesna nitka, ki napravi, da ji skoraj da začarano slediš? Če sem se v teh svojih avtorskih predstavah želela predvsem sama preizkusiti, se pravi sama pred sabo, in sem si v njih dovolila eksperimentirati sama sabo, sem se pri vseh svojih režijah odločila za konvencijo, to najprej. Za lutkovno konvencijo, se pravi lutke, a ne? In še, ko razmišljam o umetnosti, če nadaljujeva to, o čemer smo govorili prej, sama najdem največ odgovorov na svoja eksistencialna vprašanja v umetnosti. In ko sem razmišljala, kaj ponuditi otrokom,
kaj izbrati, kaj je tisto, kar morda jaz že vem, pa bi jim to rada predala, ne vem, kot eno spominsko knjigo ali pa pismo v pozdrav, v spomin, opozorilo, je to zagotovo to, da lahko na svoj obstoj pogledajo z mnogih strani, z mnogih zornih kotov in da naj to le naredijo, kolikor se le da. Naj obrnejo na glavo vsako vprašanje, naj bo spraševanje o njihovem obstoju zakoličeno z največ možnimi vprašanji, kar si jih lahko privoščijo, naj nikar ne iščejo odgovorov in naj vsa ta vprašanja ali pa domneve ali pa iskanja, naj vse to počnejo v družbi, v dobri družbi. In da je ta dobra družba vedno zelo raznolika. A ne? In da biti v skupnosti je v bistvu prima in super in najboljše in odgovori se bodo našli sami po sebi. Tako da to nekako so vodila, ki so me pri vseh teh vsebinah nagovorila in sem jih z največjo možno odgovornostjo želela predati naprej. To odgovori se pravi na neka čist bivanjska vprašanja, ki si mislim, da si jih vsak otrok zastavlja in si jih ne neha zastavljati. No, vsaj jaz jih ne neham zastavljati, še vedno si jih zastavljam, pa mi jih da največ umetnost. In pa še pri nečem, se mi zdi, da bi kar morali vztrajati, da bi to moral biti in notranji in zunanji imperativ pri delu za otroke in to je, da in to sem se trudila, kolikor sem se lahko, da otrok, ko pride v lutkovno gledališče, mora doživeti mora hkrati obiskati galerijo, koncert in literarni dogodek. Vse te 3 reči sem se nekako zelo trudila združiti v teh mojih konvencionalnih, poudarjam, lutkovnih režijah za otroke. Skupnost, kdo sem, kaj sem, vsi smo si zelo podobni, pa naj si smo slon, mravlja, veverica ali mravlja, to sem že rekla. Ja, glede na to, da je bilo mravljic kar precej pod tvojo režijsko taktirko, je ponovitev povsem na mestu. Ja. In pa poezija, Tjaša, in pa poezija, ki je enačaj z lutkami. Ne? Tako da poetična beseda, sploh, mislim, prav poezija, je nekaj, kar je lutkam tako zelo lastno in kar se mi zdi, da je tudi naš nekak davek, ne nujnost, da jim to na tak način predamo in podamo naprej. Ne. Tej misli se najgloblje priklonim, saj veš. Ja. V odrskih postavitvah te kot nosilko prepoznajo velikani sodobne lutkovne umetnosti, režiserji Fabrizio Montecchi, v mislih imam predstavi Virginia Woolf, Moj dedek je bil češnjevo drevo, pa Matija Solce, 4 muzikanti in luknja, Silvano Merzu, čarovnik iz Oza, ti loviš, naprimer pa Jaka Ivanc, Vito Taufer. Misliš, da lahko poveš, kje se z naštetimi in še s kom neimenovanim najtesneje stikate? Je morda res skupnost stičišče? Jaz si mislim, da skupnost stičišče vseh, ki si jih naštela in tudi mnogih drugih, s katerimi sem imela res velik privilegij delati, je to, da so vsi iskalci sebi lastnih tem in vsebin. Ne vem, Fabrizio o sebi pravi, da je lovec na sence. A ne? Zdi se mi, da je vsak od njih lovec na nekaj svojega, na nekaj, kar ga res bitostno nagovarja in vsekakor je to skupni imenovalec vseh nas, ki se, mislim, da iskreno in polnokrvno ukvarjamo z umetnostjo ali pa recimo zdaj v tem primeru z lutkovnim gledališčem. Tako da
je skupna točka ali pa stičišče vseh naštetih režiserjev. Tako da to si mislim, da je stičišče vseh nas, ki se znajdemo v tem malo drugačnem, vendarle iskanju odrskih reči kot zgolj v gledališču z ljudmi. Če lahko tako grobo rečem. Pa se veš, kako mislim. Ja, ni prav nobene grobosti tam. Že dobro desetletje si docentka za lutkarstvo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Skušam si predstavljati, katera vratca najprej odpreš, ko se prvič srečaš s študenti. Trudim se predvsem navdušiti jih. Trudim se ponovno jim pokazati reči z drugega zornega kota, pokazati bistvo morda drugačnega načina razmišljanja, da lahko, in to je ta, da lahko igralec na odru izkoristi ta luksus, da iz teže, ki je na njem, nekaj preda tudi nečemu, kar je izven njega. In da lahko potem to, kako uvidi sebe izven sebe, mu povrne neko bogatejšo informacijo o njem samem. To je z tega v bistvu bogatenja neke igralske izkušnje. V smislu spoznavanja lutkovnega se jih pa trudim predvsem navdušiti, no, da je to en žanr ali pa eno raziskovanje, ki lahko odkriva vesolja, ki jih s svojimi fizičnimi konturami si sploh ne znaš predstavljati, ne? In da je to lahko neka neizmerna provokacija lastne domišljije in lastnega igralskega izraza. Tako nekako. Pa seveda tudi nekaj informacij o zgodovini pa o teoriji lutkovnega gledališča. Ne? To jim pa tudi dolguješ. Ja. Tako. Smo tako rekoč tik pred svežo premiero lutkovnega gledališča Ljubljana. Ali lahko kamen, ki je na prvi pogled mrtev, postane osrednja točka čustvene interakcije? To je eno izmed temeljnih izhodišč nove predstave v režiji Leje Jurišič. Z verzi Jureta Detelja rečeno, kamen upesnjen na mnogo različnih načinov, odvisno od tega, kako nastane v morju, na gori, ob cesti. Martina Mavrič-Lazar, kako ste ga upesnili? Kamen ali kamne? Absolutno je. Ampak z enim organizmom, celostnim organizmom, ki ga je med nas prikotalila Leja Jurišič, smo ga prav gotovo upesnili, ampak smo ga tudi izdihali in izgibali, bi rekla. S pomočjo poezije tudi Miklavža Komelja. Mislim si, da smo upesnili ne samo en kamen, ampak ustvarili eno asociativno polje ali pa en univerzum asociacij, ki se nam porajajo ob kamnu. No. Najbrž si bo vsak ustvaril neko svojo razumevanje in asociacijo v duhu tega, kar smo govorili, in kako pač predmeti delujejo in bodo delovali tudi v tem primeru na gledalca. Tako da ne bi želela nikakor napovedovati, kako te pesmi ali pa naši dihi ob kamnu zvenijo pomensko. Ne? Bi kar prepustila vsakemu posamezniku, da ga nagovorijo tako, kot njemu prav. No. Martina Mavrič-Lazar, hvala za vse tvoje žlahtne napore. Hvala za tvojo umetnost, pisano z veliko začetnico, pa seveda za tvojo ultimativno človeško in človečno budnost. Hvala za posluh in spremljanje tega bivanja. Hvala, Tjaša.
Hvala še enkrat. Hvala seveda tudi vam, spoštovano občestvo. To je bila nova edicija podcasta v Kraljestvu domišljije. Dobrodošli kmalu spet. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.